Gospod Šimenža, z malo drugačne pozicije, kot sicer ste spremljali tole napeto bitko, kako je bilo v Bački Topoli? Zelo vroče, v zraku in na igrišču. Ob tej priložnosti bi se igralcem že opravičil bi se celemu klubu, opravičil bi se vsem navijačem, enostavno bil sem nespreten rdeč karton, ampak to je pravilo za drugič, ki ga moram vedeti. In to je čisto moja napaka, ampak so igralci bili danes zame heroj plus strokovno vodstvo, ki je oddelalo tekmo maksimalno, tako da ko pogledam vse skupaj, mislim, da so v dveh tekmah bili boljši nasprotniki. Trenerji pravite, da imate za tekmo pripravljen plan A, B, C. So tudi za take situacije, da recimo, če trener ne more končati tekme, pripravljeni nekih posebnih planov? Smo reagirali, pomeni, smo bili v komunikaciji, tako da vse je potekalo v komunikaciji brezhibno. Sicer 120 minut trdega boja, na trenutke taka živčna tekma, marsikaj se je dogajalo. Če pogledam vse skupaj, mislim, da smo mi bili konkretnejši, predvsem v situacijah pred njihovim golom, nismo jih pa realizirali. To je ena težava, katera ni dobra. Po drugi strani pa nasprotniku, ne vem, če si pripravi kako priložnost, razen strelov oddaleč, tako da ni imel nekih težav oziroma nismo viseli, po domače povedano. Po drugi strani pa škoda, da smo imeli, ne bom rekel priložnosti, ampak situacij, da bi lahko tekmo prej zaključili. Je bila Vojvodina vseeno malo drugačna, kot je bila v Ljudskem vrtu? Mogoče se bi malo bolj pogumno krenila v tekmo kot Nisem bil občutka, če pogledam prvi 15-20 minut, ko smo pričakovali njihov pritisk, smo mi dominirali, v bistvu smo imeli več od igre. Potem se je na žalost zgodila poškodba Iličiča. Odreagirali smo tako, kot je bilo potrebno. Tudi igralci, ki so stopili, so prinesli tisto določeno kvaliteto. Lahko bi bili, tako sem prej dejal, malo bolj mirni, ampak enostavno suma summarum zaslužili smo play-off. Že kakšna informacija, kaj se je zgodilo Josipu? Pomeni zvin gležnja, pomeni nerodno, zataknil se za travo, enostavno zvin gležnja, kar je nekako pogosta poškodba, če se ti to zgodi, in verjamem in upam, da bo zdravniška služba naredila vse, da bo čim prej nazaj. Tele 11-metrovke, ki smo jih videli, natrenirane ali stvar instinkta igralcev in pa predvsem vratarja? Vratarji trenirajo, imajo informacije, kdo in kaj strela kam. Mi smo pa tisti, kateri nismo po pravici povedano posebej trenirali za to tekmo, ampak je večkrat v trenažnem procesu izvajanja 11 metrov vsakega posameznika, tako da fantje so tisti, ki potem to realizirajo, ampak sam trening ni toliko pomemben, koliko je pomembna samozavest in čista glava. Kako pa je izgledalo to določenje, kdo kdaj strelja? Jaz sem določil vse. Dobro, naslednja postaja bo na Švedskem, to je zdaj že jasno. Dajmo se najprej prešteti, bomo videli, kako bo jutri. 120 minut je bilo dolgih, videli smo, da so nam oba bočna igralca zelo trpela. Enostavno tu nimamo adekvatnih zamenjav, glede na zahtevnost tekme, govorim na zahtevnost tekme. Tako da poškodba Jojota, bomo videli, kaj je z Žigem, ki je mogel iti ven, ampak suma summarum, se pravi, nič ni takšnega, razen utrujenosti. Čeprav Vojvodina ni igrala doma, je bilo vzdušje kar tako nogometno naelektreno, hkrati pa so marsikaj k temu dodali tudi mariborski navijači, ki so bili v lepem številu. V vsakem primeru je razlika, če igraš v svojem mestu ali igraš v drugem mestu. Jaz po pravici sem pričakoval bolj vroče ozračje, večji pritisk za strani gledalcev, ampak enostavno to je tista razlika, če igraš doma ali v drugem mestu, in tudi stadion ni bil popolnoma poln, če se jaz ne motim, tako da z strani gledalcev in publike ni bilo pritiska, ki smo ga pričakovali. Je pa bila recimo nagrada za vaše moštvo. To pa, da so naši navijači prišli sem in pomagali v tem vzdušju, se tudi z vami plačujem, tako da en velik poklon njim. Mislim, da smo bili številčno enaki z nasprotnimi temi navijači, ki navijajo za golom, tako da en velik hvala z moje in strani ekipe.